Lepo pozdravljeni, sem Gregor Majdič, profesor za fiziologijo, ki je področje, ki proučuje delovanje človeškega in živalskega telesa. Znanosti o življenju so vse tiste vede, ki proučujejo, kar je povezano z živim. Od mikrobiologije, ki proučuje mikroorganizme, bakterije, viruse in s tem povezane nalezljive bolezni, pa do znanosti, ki se ukvarjajo z človeškim telesom, kako deluje človeško telo, pa tudi kako deluje v bolezni, kako ga zdraviti, kako vplivati na procese in podobno. V zadnjih letih odvisno, koliko časa gremo, zagotovo, če gremo 20 let nazaj, je to odkritje človekovega genoma celotnega. Še bolj pomembno je pa to, kar se je dogajalo po odkritju tega genoma. Namreč odkritje genoma je veljalo za eno veliko prelomnico, ampak po odkritju smo se naučili, da dejansko o tem genomu vemo precej manj, kot smo mislili takrat, ko smo ga še odkrivali. Dejansko danes vemo, da vsi procesi povezani z dedovanjem, z genetiko, z dednimi bolezni so tako zapleteni, da jih še zdaj ne razumemo povsem. Če smo pred 30 leti razmišljali, da je to vse skupaj enostavno, en gen, ena beljakovina, ena lastnost ali ena bolezen, danes vemo, da na večino lastnosti vplivajo zelo številni geni, zelo številne beljakovine, ogromno nekih različnih stopenj regulacije, ki jih vseh še zdaj ne razumemo, tako da je celoten ta biološki svet, mikrosvet na nivoju celice je tako izjemno zapleten, da je že samo zaradi tega fascinanten. Dejansko bi nadaljeval s svojim delom na področju delovanja možganov. Možganom pogosto rečemo tudi zadnje, kot angleško last frontier of science, se pravi zadnje neraziskano območje znanosti, ker možgani so tako zapleten organ, da dejansko še danes ne razumemo posebej njegovega delovanja. Če ponazorim z neko prispodobo, učimo se pri proučevanju možganov, kako delujejo, recimo kakšen ton da posamezna tipka na klavirju. Še zelo daleč smo od tega, da bi razumeli, kako potem iz teh tipk izvabimo celotno simfonijo, ki nam da nek užitek pri poslušanju. Spreminja, zanimivo vprašanje, ali jih spreminja ali ne. Zagotovo jih vse, kar počnemo, spreminja, saj možgani so zelo plastični, spreminjajo se celo življenje. Tako da zagotovo tudi umetna inteligenca vpliva na to, na kakšen način pa bo verjetno pokazal čas. Že zdaj po eni strani, že dalj časa, ko imamo računalnike, ko imamo pametne telefone, se naši možgani pri nekaterih procesih recimo polenijo. Če smo včasih znali marsikaj izračunati na pamet, ali pa recimo en tak primer, sam vem, da sem pred dolgo leti znal na pamet 25-30 telefonskih številk, danes znam samo eno, oziroma dve, svojo pa številko svoje žene. Tako da pri takih stvareh se nekoliko polenjujejo možgani, vendar po drugi strani nekateri zagovarjajo tezo, da s tem ustvarjamo prostor za druge procese, ki jih lahko možgani ustvarjajo, tako da ni to nujno škodljivo. Zato, ker je najboljša univerza v Sloveniji in zagotovo zelo dobro mednarodno prepoznana. Ponujamo dobre programe na številnih področjih. Vedno več se združujemo, ponujamo interdisciplinarnosti, povezovanje med študijskimi programi, kar bo vedno bolj pomembno v prihodnosti. Smo velika univerza, ki ponuja vsa področja znanosti, komunistike, družboslovje, naravoslovje, vede o življenju, inženirstvo, pa tudi umetnost, na kar smo še posebej ponosni. Imamo tudi 3 umetniške akademije. Tako da poleg študija ponujamo študentom ogromno različnih stvari, obštudijske dejavnosti, športne aktivnosti. Zato res mislim, da je Univerza v Ljubljani tista, ki vam lahko daje bodočim študentom in študentkam največje zadovoljstvo pri študiju, pa tudi pri času izven študija. Študiranje je tisto, kar jim govori srce. Jaz sem vedno zagovarjal to, da ne smeš pri odločitvi za študij gledati tega, kaj bo morda lažje za zaposlitev, kje boš lažje uspel, kje boš zaslužil več denarja. Slediti moraš tistemu, kar te zanima, kar si želiš delati. Sam vedno trdim, da če boš študiral nekaj zato, ker so ti tako svetovali starši ali ker misliš, da boš lažje dobil zaposlitev, boš morda uspel v tem poklicu zaslužiti dovolj denarja, zagotovo pa ne boš popolnoma srečen v tem poklicu. Če pa boš študiral nekaj, kar te zanima, kar prihaja iz tebe, iz tvojega srca, boš v tem poklicu zagotovo našel zadovoljstvo. In nenazadnje v današnjem spreminjajočem se svetu, ko se poklici stalno spreminjajo, ko nastajajo novi poklici, stari izginjajo, boste, ne glede na študij, potem, če boste srečni, sposobni najti nove poti v vašem življenju, odkrivati nove poklice, nove izzive in na ta način boste lahko osmislili svoje življenje. Teh izzivov je žal kar precej. Zagotovo so največje podnebne spremembe, ki ogrožajo sam obstoj človeštva na tem našem lepem modrem planetu.
Poleg tega je gotovo velik izziv demografija, sploh v zahodnih družbah, pa tudi ponekod, kot je recimo Kitajska, kjer se srečujemo že danes z velikim problemom, premalo prebivalcev. Velik problem v prihodnjih letih bo postajal staranje prebivalstva, kako zagotavljati za čim več starejših ljudi zdravo okolje, zdravo življenje pozno v starost. Potem so vse večje spremembe med ljudmi v družbi, med globalnim severom in globalnim jugom, tako na globalni ravni kot na lokalnih ravneh vse večje razlike, ko ima vedno večja peščica ljudi vedno več bogastva, medtem ko ima veliko ljudi, se težko prebija iz dneva v dan. Tako da kot družba nekako bi rekel, da smo kar malo zabredli, ampak sam sem optimist, da lahko najdemo pot ven iz tega, a le če bomo se znova znali povezati kot skupnost, da bomo nehali razmišljati samo o sebi, ampak delovati kot skupnost, ki deluje v dobro človeštva, v dobro družbe in na ta način ustvariti boljši planet za naše otroke in vnuke. Za orožarsko industrijo zagotovo ne. Zdaj sama obramba pa ni samo orožarska industrija, je tudi zaščita prebivalstva, tako pred nalezljivimi boleznimi, ki so lahko tudi biološko orožje, lahko je zaščita pred kemičnim orožjem, tako da v teh stvareh pa mislim, da ni nič narobe, če tudi sodelujemo z obrambno politiko in pomagamo državi, da postaja bolj odporna na morebitne izzive.